Caro sem vključena od leta 2018. V podjetju sem bila najprej v procesu rehabilitacije, nato pa sem se vključila v program socialne vključenosti. Tukaj je že vključena moja mama in prijatelji, kar mi je olajšalo prihod sem. V kolektivu nas je precej Romov, ki se med seboj več ali manj poznamo. Sem prihajamo z veseljem, saj se tukaj dobro počutimo. Tukaj smo tudi zelo dobro sprejeti, tako od strokovnih delavcev do ostalih uporabnikov. Počutimo se enakovredne ostalim. Na Ozari opravljamo razna enostavna proizvodna dela, ki niso težka in se hitro priučimo. Ko delam, se počutim koristno, čas mi hitro mine in ni mi dolgčas. Vesela sem, da lahko prihajam v program socialne vključenosti in sem vesela, kar pridobim s tem, da prihajam sem. Imam tudi motivacijo za delo vnaprej. Z navdušenostjo se lotim novega dela. Sedaj opravljam že kontrolo izdelkov, ki je bolj odgovorno delo in sem ponosna na sebe. V začetku sem namreč opravljala samo osnovna proizvodna dela. Zdaj pa se lahko pohvalim, da so mi zaupali bolj odgovorno delo in da se na mene lahko zanesejo. Nasilje nad ženskami. Ta naš tretji svet nasiljenje obdobje se s terorističnimi napadi začelo je. Živeli smo v nevarnosti in negotovosti. Vsi z recesijo so se začeli hudi časi. Podjetja začela propadati so, vse več ljudi je bolehati začelo, gospodarstvo doživelo zlomje, ženske so ta stres najbolj čutile. Kot boginja vojne in ljubezni sem bila deležna največjega nasilja v času terorizma. Čutila sem neznosne magične bolečine, ki sploh niso bile. V koronakrizi so ženske zelo izpostavljene. Opravljajo odgovorna dela in funkcije, a nasilje nad ženskami je danes zelo pogosto. V družbi nasilje je vse bolj izpostavljeno, ker še globljo krizo doživljamo. Tako hudo kot danes je po balkanski vojni ni bilo še. Koronakriza nas izolirala je, tako da smo osamljeni zelo. Niti se v večjih skupinah družiti ne smemo, dobesedno na obroke propadamo. Zaradi družinskega nasilja je velikokrat žrtev ženska doma. Vse globlje v krizo tonemo, ker ženske najbolj občutimo. Mati ima najraje otroka svojega, zato mu želi dati vse od srca. A ker je revščina povsod vidna, tam, kjer je že bila. Mati začuti do otrok, z njo stisko doživlja. Zaradi alkohola in ljubosumja je ženska danes tudi že pokončna. Na svetu sploh več milosti ni, korona kriza potiho in nevidno mori. Po krizi še huje bo, ker zadolženi preveč smo. Živa delovna sila dela imela ne bo, to bo zelo kruto. Ker smo ženske bolj občutljive, bomo stisko še bolj začutile, a zavedajmo se, da borimo za naše otroke se. Strokovni delavci mi tako pokažejo, da sem enakovredna in nisem zapostavljena, kljub temu, da sem Romkinja. Romkinje smo bile tudi povabljene, da sodelujemo v projektu Heroin. Na delavnicah govorimo o presotkih in o izkušnjah, s katerimi smo se soočili, ker smo Romi. So nas namreč v preteklosti zmerjali z raznimi žaljivkami. Zato mi je zelo všeč tukaj na Ozari, ker se počutim sprejeto in mi nudijo podporo, ko potrebujem pomoč. Danes mi ni več nerodno povedati, da sem Romkinja. Mogoče bi samo še povedala, da imamo problem prihajati na delo. Saj iz našega kraja ne vozi avtobus Sobočanec in moramo več kot 1 kilometer iti peš do prve postaje. Kar precej ljudi iz Pušče ima enak problem in grejo z kolesom, drugi uporabimo avto, eni pa potem morajo peš. Daleč do prve postaje. Lepo bi bilo, če bi vsaj v jutranjih urah in ob koncu delavnika vozil Sobočanec do Pušče. Tako bi tudi lažje prihajali v program socialne vključenosti.
Ne pa, da smo odvisni od avta, katerega si težko privoščimo. Upam, da nam bodo na občini prisluhnili, saj se trudimo, da na nas ne bi gledali, da nič ne delamo. Tukaj na Ozari nas je dosti Romov in tudi v drugih podjetjih se vključujejo Romi in želimo, da bi videli naš trud, ki ga vložimo. Junakova pot. Ko v vodo vržejo te, dobro moraš plavati še, ker ko sredi oceana si, se zavedaš, da milosti ni. Vsi začetki težki so, a sprejmeš vse to, kar na svetu dogaja se, v današnjih časih hrabrost dobrodošla je. Z leti trdo kožo dobiš, svet sprejemati se naučiš, že naravne katastrofe dovolj so, ki nas ogrozijo pošteno lahko. Nedolžni pogledi nebogljeni so, nevarnosti še ne dojemajo, ko preko luže potujejo, se tako za obstanek borijo. Na junakovo pot bežno pripravimo se, ali pa kar spontano zgodi se, na kar nismo pripravljeni bili, a smo primorani takoj ukrepati. Ta naš svet tretji je poln strahu in negotovosti. Med dvema ognjema živimo, z migrantsko krizo in koronavirusom se soočamo. Bodimo strpni in mirni glede vsega, kar se v svetu dogaja, nam te težke čase preživeti, na koncu krize se z lepšo usodo soočiti. Nikdar tako hudo ni, da ne bi moglo še slabše biti, zato mirno kri vsi imejmo, se na nove uspehe pripravimo. Vsak svojega angela ima, Božja volja je zelo močna, ki nas vedno znova spodbuja, nam novega upanja ponuja. Ljudje naj zavedajo se, da življenje dalje gre, da nekoč svobodno sonce posije, ki nam bo dalo novih moči in energije. Ta kriza zelo globoka je, a skupnimi močmi bomo želi le, kar bomo sedaj sejali, kar si bomo sedaj ustvarjati začeli. Nič ne pade kar z neba, vsak rdečo kri ima, vsi sestre in bratje smo, zato si med sabo pomagajmo. Junaško dejanje bo vse to, kar bomo s krizo dosegli, samo Bog nam sporoča od srca, da je Božja volja najmočnejša. Pozdravljeni, sem Valerija Mikložič in vas vljudno pozdravljam pred invalidskim podjetjem Ozara, storitveno in invalidsko podjetje na Obrtni ulici 11. Tukaj sem zaposlena že 16. leto. Lahko povem, da imamo več lokacij izvajanja programa v Mariboru, Slovenj Gradcu in Murski Soboti in danes vam želim predstaviti podjetje kot samo in kot program socialno vključenost. Razvijamo delovne spretnosti, prilagajamo razmere delovnega okolja vsem zaposlenim in osebam, ki so vključeni v programe zaposlitvene rehabilitacije in program socialne vključenosti. Zagotavljamo možnost potrjevanja v skupnosti in tako občutek pripadnosti. Razbijamo predsodke do drugačnosti s predstavitvijo delovnih programov v lokalnem okolju in zagotavljanjem osnovnih pogojev za njihov obstoj. V sklopu podjetja izvajamo program socialna vključenost. To so socialni programi, ki so namenjeni podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti. S tem, ko se ponovno ljudje aktivirajo na delovnem področju, razvijajo svojo pozitivno samopodobo, samospoštovanje, utrjujejo svoje delovne navade in ponovno pridobijo občutek, da so koristni za okolico. Učijo se tudi sodelovanja, sprejemanja različnosti, krepijo toleranco, razvijajo svoje potenciale, ki jih sicer ne bi, če bi bili doma izolirani v svojem okolju. V Murski Soboti imamo trenutno vključenih 42 uporabnikov, od tega skoraj polovica Romov. Le-ti nam z svojo vsakodnevno kontinuirano prisotnostjo dokazujejo, da se pri nas zelo dobro počutijo. Redno prihajajo, ves čas nam govorijo o tem, kako se počutijo enakovredno drugim, kako nimajo nikoli občutka zapostavljenosti, skratka, da jih obravnavamo enako. Trenutno na ravni programa vključujemo tudi večino Romkinj v program, ki se imenuje Heroines oziroma junakinje. Gre za opolnomočenje žensk, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju z terapijo pisanja. Posameznice skozi ta projekt lahko rečem, da so zaživele. Znova v dan, za vsako novo delavnico zaživijo, zaradi tega, ker skušajo ponotranjiti vzornice, ki so si jih same našle.
Skušajo najti v vsaki izmed teh junakinj košček sebe, znajo poiskati, izbrskati junakinjo, ki se skriva globoko, globoko v sebi, vsaki izmed njih. Skozi delavnico opažamo, da so bile naše junakinje, ki jim zdaj lahko tako rečemo, v preteklosti prav tako izpostavljene neki diskriminaciji in zaničevanju, ker so Romkinje. To z veseljem priznajo. Še bolj z veseljem pa priznajo to, da se je tekom časa do danes njihov odnos zelo spremenil in da se jim danes več ni treba skrivati pred nikomer, niti same pred sabo.